Če hočemo narisati graf te funkcije, ki je zapisana v temenski obliki, to pomeni, da je f od x a krat x minus p na kvadrat plus q, moramo najprej izpisati teme. Teme ima koordinate p in q. V našem primeru vidimo, da je p isto kot 1, q pa isto kot 3. Poleg tega imamo zapišen še a je ta številka v spredaj, a je 2. In zdaj narišemo teme. 1 in 3. In 3, torej točka temena je tukaj. Ko gremo za eno enoto v desno in eno enoto v levo, se premaknemo za toliko, kot je a. Ker je a pozitiven, gremo gor, tudi na drugi strani, in to je dovolj, da lahko narišemo graf kvadratne funkcije, nekako takole. Tako. Gremo naprej. Druga naloga, obkrožimo, kaj je res in kaj ni res. Tukaj piše temenu najmanjša vrednost. Če je teme najmanjša vrednost, pomeni, da mora biti graf obrnjen takole. To pa pomeni, da mora biti a večji od 0. Poglejmo, kakšen je naš a. Naš a je 4, 4 je res večji od 0 in zaradi tega je to pravilno. Potem določi, da ta točka, vemo, da je to x, y, leži na temu grafu. Torej moramo izračunati f od 4. In f od 4 je 2 krat 4 minus 5 na kvadrat plus 1. 4 minus 5 je minus 1, na kvadrat je 1, 2 krat 1 je 2, plus 1 je 3. Torej, y mora biti 3. Drži, ker f od x je isto kot y. Torej, tudi to drži. Funkcija ima teme tukaj. Ja, to pa ne drži, ne? Zato, ker je tukaj bi mogli pisati x minus p. To pomeni, da je p kontra pred znak, kot je vzgoraj napisan, torej mora biti p minus 3 in zato to ne drži. Funkcija ima ničle pri, to je razcepna oblika, kdaj je to nič? Takrat, ko je x 4 in druga ničla minus 2. Tukaj piše ravno obratno, zato tudi to ne drži. Določi presečišče med parabolama. Vedno, ko imamo presečišče, uporabimo izenačevalni način. Y je y. Torej je 2x kvadrat minus 6x minus 10 isto kot minus x kvadrat plus 3x plus 2. Zdaj damo pa vse na eno stran, ker je to kvadratna enačba. Se pravi, imamo 2x kvadrat plus x kvadrat minus 6x minus 3x in minus 10 minus 2 je enako 0. Izračunamo. To je 3x kvadrat, to je minus 9x in to je minus 12. Zdaj, lahko gremo tukaj direktno računati diskriminant, to pa x1 in x2. Pa dosti lažje bo, če najprej delimo s 3 in dobimo x kvadrat minus 3x minus 4 je 0. Lahko gremo zdaj izračunati diskriminanta, je b kvadrat minus 4ac. To pomeni, b je v našem primeru minus 3, številka zraven x-a, in minus 3 na kvadrat je 9. Minus 4 krat a je številka zraven x kvadrata 1, krat c je minus 4. Torej je to minus 4 krat minus 4 je 16, plus 9 plus 16 je 25. In x1, 2 je, minus b, to je 3, plus minus koren iz 25 je 5, 2a je 2 krat 1 je 2. In dobimo x1 je 3 plus 5 je 8, deljeno z 2 je 4. In x2 je 3 minus 5 je minus 2, deljeno z 2 je minus 1. Zdaj to so x-i, mi rabimo še y, ker presečišče pomeni, da rabimo zračunati x in y. Torej presečišče 1,
4 in zdaj vstavimo štirko, recimo prvo enačbo. Imamo 2 krat 4 na kvadrat je 16, minus 6 krat 4, minus 10, to je torej 32 minus 24 minus 10, to je 32 minus 34 je minus 2. Eto, to je prvo presečišče in ponovimo vajo še za drugo. To pomeni, da vstavimo za x minus 1 in je 2 krat minus 1 na kvadrat je 1, minus 6 krat minus 1, minus 10 in je to 2 plus 6 minus 10, torej 8 minus 10 je tudi minus 2, zanimivo, ne, da je presečišče simetrično, torej minus 2. To je ena možnost. Če pa smo spretni in znamo vijeta, pa lahko namesto tega, kar imamo na desni strani, kar tole razstavimo. To je x pa x, predznaka sta plus pa minus, ker je produkt negativen, in ker je seštevek negativen, je večji negativen, zato je to 4 krat 1, ne. Plus 1 krat minus 4 je res minus 4 plus 1 je 3 in direktno dobimo, kdaj je to nič, kdaj je to nič. Isto ven, x1 je minus 1, x2 je 4, od tukaj naprej pa potem naredimo to, kar smo tukaj naredili. On ga pa ni treba. Tako, to je hitrejše, če se to spomnimo. Rešite sistem enačb z neznankama x in y. Se pravi, če se hočemo rešiti sistema, moramo v bistvu prvo enačbo pomnožiti za 2, oziroma z minus 2, zato da dobimo potem 2x krat minus 2 je minus 4x, kar je ravno nasprotna vrednost od 4x. In minus 3 krat minus 2 je plus 6y in 7 krat minus 2 je minus 14. Zdaj to dvoje seštejemo. X se izničijo in dobimo, da je 11y enako minus 4 plus 2 je minus 12 in iz tega dobimo y je minus 12 enajstin. Zdaj še pa x. Za x moramo pa znabiti y. Zato bomo prvo enačbo 2x minus 3y je 7, še bom enkrat prepisala, in 4x plus 5y je 2. To prvo enačbo, se pravi tole moramo spraviti na isto, to bo 15, zato bom prvo pomnožila s 5, drugo pa s 3. Ker tako dobim kaj? Dobim 10x minus 15y je 35, s 3 pa 12x plus 15y je 6. Ko to seštejemo, dobimo 22x, ta 2 se izničita, je 35 plus 6 je 41, delimo z 22 in dobimo, da je x 41, 22. Eto. Rezultata sta res grda, ampak imamo rešitev. Na sliki je graf kvadratne funkcije, zato funkcijo zapišite. Najprej ničli. Ničli vemo, da če je to 1, da je to 2, 3, 4. Se pravi, prva ničla je nič in druga ničla je 4. Kje je teme? Teme je tukajle, pogledamo, kjer je točka je to. Aha, x je 2, se pravi, p je 2, y 3. Teme 2 in 3. Kje funkcija pada? Ja, funkcija pada od tukajle naprej, ne? To je padajoči del funkcije in to velja za tele x. In zato napišemo x je element intervala od temena naprej, od p-ja, torej od 2 do neskončno, ves čas pada. Kje je funkcija negativna? Ja, negativna je pa tam, kjer je spodaj, torej tukajle, pa tukaj. To je negativni del funkcije. Kar bi za nas pomenilo, če iščemo, kjer je x za to, je to tukajle, pa tukaj. Ko
kje je funkcija negativna, se pravi, napišemo x element od minus neskončno do nič, unija od 4 do neskončno. Gremo k 6. Dana je kvadratna funkcija f od x je x kvadrat plus bx plus c, določi b in c, če je f od 2 ena in gre skozi točko a minus 3 in 16. Kaj zdaj tukaj naredimo? Zdaj, mi vemo, da je f od 2 ena, se pravi, če ustavimo za x2, moramo dobiti y1. Zdaj pa prepišem to. F od 2 je 2 na kvadrat plus b krat 2 plus c in to je 1. Če to polepšam, 4 plus 2b plus c je 1. Gre graf skozi točko tole. To pomeni, da če ustavimo za x minus 3, moramo dobiti y16. In zdaj podobno, kot smo tukaj naredili, vstavimo še enkrat. Se pravi, računamo f od minus 3 in je minus 3 na kvadrat, lahko tudi zračunamo, ker je 9, plus b krat minus 3 plus c in to mora priti 16. To pomeni 9 minus 3b plus c je 16. In zdaj imamo dve enačbi. Še malo bomo uredili. In sicer pustimo neznanke na eno stran, tukaj je napisala, 2db plus c, številke damo pa na drugo, 1 minus 4, to je minus 3. Pri drugi je pa minus 3b plus c je 16 minus 9, to je 7. In zdaj, če bi mi prvo enačbo pomnožili s 3, drugo pa z 2, kaj dobimo? Takrat bomo dobili tukaj 6b in tukaj 6b, enkrat plus, enkrat minus in se bo ravno 4. 6b plus 3c je minus 9, minus 6b plus 2c je 14, seštejemo, to se izniči, dobimo 5c je, minus 9 plus 14 je 5 in iz tega dobimo ven, da je c 5 petin, kar je 1. To je c. Zdaj nas moramo zračunati, če b. Lahko gremo zopet s tem, da se c-ja znebimo, se pravi, da bi eno enačbo z minus 1 pomnožili. Lahko pa enostavno, recimo prvo enačbo, vstavimo c. Pa dobimo 2b plus 1 je minus 3. To pomeni, da je 2b minus 3 minus 1. 2b je torej minus 4, delimo za 2 in dobimo, da je b minus 2. In imamo tudi rešitev b. Izračunajte ničli in koordinati temena grafa tega funkcija. Zdaj tukaj moramo iti po vrsti, najprej ničli, ne? Če imamo funkcijo x kvadrat plus 5x plus 4, si lahko zopet pomagamo z diskriminanto, lahko se pa spomnimo, da lahko to razstavimo. To je v bistvu x plus 4 krat x plus 1 povejeto. In direktno dobimo, da sta ničli, x je minus 4 in x2 je minus 1. Lahko pa tudi diskriminante izračunamo in x1 in x2, samo bo nekaj časa dlje. Se pravi, ničli sta pri minus 1 in pri minus 4. Potem je naprej. In koordinati temena. Zdaj, če hočemo koordinati temena, moramo najprej izpisati ABC. A je 1, B je 5, C je 4. Potem P je minus B vlomljeno z 2A. To je minus 5 vlomljeno z 2 krat 1 je 2, je torej minus 5 polovic. Torej minus 2,5. Q je pa minus D vlomljeno z 4A. Minus D, moramo še diskriminanto izračunati, to je B kvadrat minus 4AC.
b na kvadrat je 5 na kvadrat je 25, minus 4 krat 1 krat 4, to je 25 minus 16 je 9, torej je to minus 9 ravno z 4 je minus 9 četrtin in minus 2,1 četrtina oziroma 2,25. In teme je torej pri, da se naslikamo, minus 2,5 in 2,1 četrtina, tukaj je teme. In pa naloga pravi, da naj še izračunamo presečišče grafa z ordinatno osjo. Ordinatna os je navpična os, torej ta. In za to os velja, da so x enako nič. In če je x enako nič, lahko mi izračunamo kar enostavno, koliko je f od nič. S tem bomo dobili presečišče s koordinatno osjo. X kvadrat, se pravi nič na kvadrat, plus 5 krat nič, plus 4, to je 4. Se pravi, to sekamo tukajle. In zdaj narišemo graf. Čez teme in tukaj gor. Malo čuden je, zato ker je težko narisati s temle, ampak to je to. Tako. Imamo še, za kateri n je primica tangenta parabole. Zopet, če je tangenta, moramo dati y je y. Prva je 5x plus n, druga je minus x kvadrat plus x plus 1. Zdaj, ker je prez tangenta, je v bistvu primica, ki ima s parabolo eno skupno točko, zato štartamo kot presečišče. To je kvadratna enačba, damo vse na eno stran, 5x minus x je plus 4x, plus n minus 1 je enako nič, ker pa je ena sama rešitev, mora biti diskriminanta nič. Diskriminanta je pa b kvadrat minus 4ac in to je nič. B je v našem primeru 4, torej 4 na kvadrat je 16, minus 4 krat a je 1, kaj pa c? C je pa vse tole. N minus 1. Je nič in dobiš 16 minus 4n plus 4, ker 4 krat 1 je 4, pa to množimo s tem. Pazimo pred znake. In iz tega dobimo, če damo 4n na drugo stran, dobimo, da je 20 enako 4n, delimo za 4 in dobimo, da je n enako 5. Tako.